Ko smo to pomlad ob bok postavili 10 malih križancev, je Peugeot 2008 zasedel odlično drugo mesto. Prepričal nas je skoraj na vseh področjih, zlasti s kakovostno izdelavo in s prostornostjo. Še cena ni bila slaba. A za tisto piko na i bi lahko bil bolj oblikovno zanimiv, imel tišji motor in kakšen asistenčni sistem več. Samo zaradi nas, ali pa tudi ne, so ga sedaj prenovili. No in če smo prej rekli, da je oblikovno suhoparen, evo, ni več. Nova maska je bistveno bolj privlačna, luči in platišča tudi, prav fajn zgleda. Sploh s to barvo, ki je mimogrede tudi nova. V notranjosti ne pričakujte večjih sprememb, sem ter tja se bo še vedno našel kdo, ki ne bo videl dobro na merilnike, recimo jaz, in kdo, ki ga bo motil počasen osrednji zaslon, tudi jaz. A po drugi strani lahko preko tega po novem upravljate še s sistemoma Apple CarPlay in MirrorLink. Sta pa dve področji, kjer nas takrat Peugeot 2008 ni prepričal. Prvo in obenem najbolj kritično predstavljajo njegovi asistenčni sistemi oziroma bolje rečeno njihovo pomanjkanje. Ob prenovi so mu namenili sistem Active City Brake, ki preprečuje nalete pri majhnih hitrostih in to cenim. Ni pa serijski, tega pa ne cenim. Drugo področje pa je tamle spredaj pod pokrovom. Ta 1,2 litrski turbobencinski mlinček ni dizelsko glasen, ni pa prav tih. V bistvu se ga precej sliši, ampak ima hecen zvok in me ne moti. Skoraj 100 kW ponudi in je dovolj zmogljiv, je pa slabo odziven po prvem pritisku stopalke za plin, ker traja in traja, preden se odzove. Torej, prenova je bila dokaj minimalistična, ampak je dejansko zajela vse, kar nas je prej motilo. Takšen bi bil na našem testu morda celo najboljši in za 20 ur je pač tole zelo zanimiv avtomobil.